ZDA in Iran sta znova videti blizu dogovora za končanje vojne in odprtje Hormuške ožine. Čeprav smo to že doživeli, ameriški in pakistanski posredniki pravijo, da naj bi bil težko dosegljiv memorandum o soglasju podpisan v nedeljo, na isti dan, ko ameriški predsednik Trump praznuje 80. rojstni dan. To je zelo močan memorandum o soglasju. To je nekoliko konceptualno, vendar je nekaj, kar bo uresničeno. In če se iz kakršnega koli razloga ne uresniči, česar si ne morem predstavljati, si ga želijo podpisati prav tako kot jaz ali še bolj. Rekel bi, da ga želijo podpisati še bolj, morda precej bolj. Ampak to je zelo podroben memorandum o soglasju. Pakistanski premijer je dejal, da se Islamabad pripravlja na elektronski podpis v navzočnosti nadaljavo ameriškega podpredsednika J.D. Vansa in iranskega predsednika parlamenta Mohameda Bakirja Kalibafa. Kljub očitnemu pozitivnemu zagonu, vsaka stran izpostavlja različne in pogosto nasprotujoče si člene v sporazumu, pri čemer Iran nakazuje, da podpis v nedeljo morda ne bo izveden, saj še vedno pregleduje sporazum. Katarski pogajalci so v Teheranu in upajo, da bodo dokončali sporazum, pri čemer izpostavljajo iranske pomisleke, ki jih je treba nasloviti in rešiti pred dokončno potrditvijo memoranduma o soglasju. Po poročanju naj bi obstajala 4 glavna nerešena vprašanja med stranema, vključno z iranskim jedrskim programom. ZDA pravijo, da bo iranski jedrski program razstavljen, jedrski materiali pa uničeni, odstranjeni ali preneseni. Iran pravi, da bo jedrsko vprašanje, vključno z njegovim visoko obogatenim uranom, obravnavano v 60-dnevnem obdobju prve faze, le če ZDA odpravijo sankcije. Drugo vprašanje je ožina Hormuz. ZDA pravijo, da bo ožina popolnoma odprta, Iranu pa ne bo dovoljeno zaračunavati tranzitnih pristojbin. Iran pravi, da bo ožina ostala pod njegovim upravljanjem, zbiranjem pristojbin za storitve, ne pa tranzitnih pristojbin. Kar zadeva zamrznjena iranska sredstva, Washington pravi, da nobena sredstva ne bodo sproščena, dokler Iran v celoti ne izpolni svojih obveznosti. Medtem Iran trdi, da je sprostitev $1 milijard sestavni del dogovora, prav tako tudi odprava omejitev pri prodaji nafte. Kar zadeva podaljšanje premirja na Libanon, Iran pravi, da se morajo izraelski napadi po celotnem Libanonu ustaviti, medtem ko premirje, ki ga je posredoval ZDA, ni ustavilo izraelskih napadov. Medtem so privrženci trde linije v režimu mobilizirali svoje podpornike, da napadajo vodstvo iranske vlade zaradi sklenitve dogovora z Združenimi državami, pri čemer so posebej napadli glavne pogajalce iz Teherana. Čeprav se ta kritika zdi nenavadna, saj bi iranski varnostni aparat trde linije morali najprej odobriti takšen dogovor, je to morda uvod v prihodnje napetosti glede dogovora, ne glede na to, ali bo danes podpisan ali ne.